Teden otroka se danes zaključuje, res, da danes na Trgu Svobode pravzaprav ni več otrok, pa vendar ste verjetno zadovoljni s tem, kaj ste pripravili. Ja, zadovoljni smo, obisk je bil res neverjeten te 4 dneve, k temu je sigurno pripomoglo tudi lepo vreme in program, ki smo ga ponudili otrokom, zdaj pa se že bolj pripravljamo na jutrišnjo zaključek tedna otroka, veselo Pohorsko soboto, ki bo pač letos izjemoma pod Pekrsko gorco, ker gondola ne vozi in je večina otrok vedno prišla na Pohor z gondolo. Zato jutri vabimo res vse, ki si želijo zabave od 11. dopoldne pa do 17. ure popoldne, da pridejo pod Pekrsko gorco, tudi če bo deževalo, tudi če bo nevihta, ker je vse pod enim zelo velikim šotorom. Na kaj pa ste bili ta teden najbolj ponosni? Moram reči, da smo vsak dan pripravili nekaj posebnega. Od tega, da smo imeli ekodneve, kjer smo si sprehodili po mestnem parku, bile so predstave za otroke in predstavljali so se tudi otroci, predstavljali se svojo ustvarjalnostjo, peli, plesali, igrali, vedno je bilo kaj za njih in za njimi. Novi predlog v slovenski zakonodaji je, da starši naj svojih otrok ne bi več fizično kaznovali. Se vam zdi to prav, pošteno, dobro ali je kakšna klufuta kdaj tudi vzgojna? Absolutno fizično kaznovali sem proti, ampak včasih moram priznati, tudi sama sem mama, pa mi živci popustijo, pa kaka po ta zadnji pade. Ja, jaz se strinjam s tem, mislim, da je to zelo prav, ker tega se vse več in več dogaja, ampak to je vse tako prikrito, pa ko to pride meni je pa pravi bum. Tako da mislim, da bi se to moralo res uvesti, ker ni to način, da se vzgajajo otroci na tak način. Jaz se s tem zakonom prav tako strinjam, ker menim, da bolj ali manj tako, imam sama malega otroka, ko opazujem ljudi, vidim, da nekako zadržujejo v javnosti marsikaj in se mi zdi, da tudi tem to bolj doma ven se izraža. Kako pa sicer uporabljate kakšne kaznovalne oziroma vzgojne metode? Prepoved računalnika, mislim, da to najbolj zaleže, da je to najbolj, ali pa mislim, da to edino take prepovedi neke. Drugače pa žal je to zelo težka šola, moram priznati. Mislim, da se da s pogovorom marsikaj rešiti, z nekim razumevanjem. Tudi otroke je treba razumeti v določenih situacijah, tako da za silo pa sigurno da ne. Jaz pač sama prakticiram ta način, da ga pošljem v sobo, razmisli, čeprav še majhen, ampak se mi zdi, da so otroci danes toliko miselno naprej, če znajo zelo pametne izjave dati, mislim, da zna tudi malo razmisliti o svojih dejanjih, o svojih besedah, ki jih je izrekel, tako da mislim, da je prav, da se to uvede.